Dobrodošli v naši družbi. Vikend je minil v znamenju praznovanja mestne občine Celje. Poglejmo, kako je bilo. V Celju ob občinskem prazniku podelili letošnje celjske grbe. Na ploščadi pred prvo gimnazijo v Celju so se predstavile celjske javne službe. Ob 80-letnici mladinskega pevskega festivala pevci zapeli na istem mestu kot leta 1946. Celjanke v finalni seriji vodijo z 2-0. Do novega naslova prvakinji manjka le še zmaga. Celje je v soboto praznovalo svoj občinski praznik. Na osrednji prireditvi, ki je potekala v Narodnem domu, so podelili letošnja občinska priznanja celjske grbe. Skupaj so podelili 13 grbov, od tega po 3 zlate, srebrne in kristalne ter 4 bronaste. Letos mineva 575 let od trenutka, ko je Friderik II. Celjski Celju podelil mestne pravice. 11. aprila tako vsako leto celjska občina praznuje svoj praznik. Zbrane na osrednji slovesnosti je najprej nagovoril župan Matija Kovač. Ko praznuje mesto, ne praznuje zgodovina in ne praznujejo stavbe, ampak praznuje skupnost, ki tukaj živi in ustvarja. Vsaka skupnost je drugačna in vsaka je sama zase edinstvena. Njeni člani jo znamo oceniti, kot je ne zna nihče drug, hkrati pa smo lahko le mi do nje kritični, kot ne more biti kritičen nihče drug. Radi rečemo, da to, kako dobro nam je doma, pogosto vidimo šele, ko nam to pove nekdo od zunaj. Letos nas je pozitivno presenetila informacija, da je mestna občina Celje po metodologiji izračuna koeficienta razvitosti, ki ga vsako leto objavi Ministrstvo za finance, za 72% bolj razvita kot povprečna slovenska občina. Kaj to pomeni v smislu primerjave z drugimi občinami? Celje je po teh kriterijih doseglo prvo mesto med mestnimi občinami in 4. mesto skupaj med slovenskimi občinami. Najprej je župan podelil 4 bronaste grbe, ki so jih prejeli Vladimir Lipovšek za odmevno delo na področju športnega novinarstva, Karel Pačnik in podjetje Feroda za uspešno podjetniško pot, David Preložnik za delovanje na področju zborovstva in glasbene pedagogike ter Eko kmetija Habjan za prispevek k varstvu narave in promociji zdravih lokalno pridelanih živil. Župan je podelil tudi 3 srebrne grbe. Prvega je prejela Irena Ašič za dolgoletno civilno družbeno delo, ki temelji na solidarnosti, odgovornosti in skrbi za skupni prostor, ter za ambasadorstvo trajnega razvoja kot resne zaveze do ljudi, narave in prihodnosti mesta. Mislim, da sem še zdaj, v bistvu si sploh ne morem predstavljati, da me je mesto Celje na takšen način počastilo. Včasih, kadar človek kaj počne, si ne misli, da je slišan v taki meri. In danes je to priznanje zame slišanost. Da me je mesto slišalo, podprlo in upam, da bo tako še naprej. Srebrni grb je iz rok župana prevzel tudi Milan Ninič v imenu društva Enostavno pomagam. Slednje je grb dobilo za predano humanitarno delo in pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo, ter za uspešno povezovanje posameznikov, podjetij in organizacij iz širšega celjskega okolja ter za širjenje solidarnosti med ljudmi. Vsekakor je to velika nagrada in potrditev za naše društvo, da delamo dobro, da je naše delo opaženo v Celju in da je Celje postala ena taka skupnost, ki zna prepoznati družine oziroma posameznike v stiski, kar pa še zna bolje pa to, da stopimo skupaj in pomagamo. To priznanje ni samo priznanje za nas, je priznanje za vse Celjane in Celjanke, za vse prostovoljce, donatorje, ki so na kakršenkoli način sodelovali z nami in samo z dobrimi ljudmi lahko ustvarjamo to bistvo, za kar smo
v resnici ustanovljeni, da ustvarjamo dobre zgodbe in da enostavno pomagamo. Radio Fantasy je srebrni celjski grb prejel za dosledno, učinkovito in odmevno obveščanje v lokalnem okolju, krepitev medijske pluralnosti, povezanost lokalne skupnosti, podporo kulturnim, športnim, humanitarnim in drugim družbeno pomembnim dejavnostim ter uspešno prilagajanje sodobnim medijskim izzivom. Glede na to, da sem najmlajši član ekipe, lahko rečem, da je to ekstra super. Moram pa v bistvu povedati, da naš sramežljiv šef je izredno ponosen na celotno ekipo, predvsem pa na to, da ustvarjamo v lokalnem okolju, ki nas tudi podpira in pa seveda, ki ga tudi mi radi promoviramo. Prav tako trije pa so bili letošnji dobitniki najvišjih občinskih priznanj zlatih grbov. Primarij Jana Govcer-Ženga je prejela za aktivno sodelovanje in pomemben prispevek k izboljšanju kazalnikov zdravja v mestni občini Celje, za strokovno delo v projektni pisarni Celje Zdravo mesto, vzpostavitev zdravstveno-vzgojnega centra, centra za krepitev zdravja ter centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter odraslih. To priznanje mi pomeni izjemno veliko. S tem mi je lokalna skupnost pokazala, da me je opazila, da je opazila moje dolgoletne napore na področju izboljšanja zdravja v mestu. In današnja prireditev je bila prekrasna, čustvena in je pokazala, kako pomembno je, da smo v lokalni skupnosti povezani in samo povezani lahko dosegamo dobre rezultate in več zdravja. Pri mojih letih si kakšnih dolgoročnih ciljev ne delam več, verjamem pa, da dokler lahko še skupnosti kar veliko dam. Damjan Vrečko, dolgoletni načelnik upravne enote Celje, si je zlati celjski grb zaslužil z izjemnim prispevkom k razvoju in izvajanju učinkovitih, kakovostnih in uporabnikom prijaznih upravnih storitev ter za dosledno zagotavljanje visokih standardov upravnega delovanja. Prav gotovo pomeni podelitev tega najvišjega občinskega priznanja zame osebno neprecenljivo vrednost, hkrati pa tudi družbeno potrditev in nagraditev lastnega dela. Iskreno bi se rad zahvalil predlagateljem in odločevalcem, ki so prepoznali to moje delo in prepričan sem, da bo upravna enota Celje tudi vnaprej zagotavljala visok upravni standard, ki je bil že zdavnaj pripoznan ne samo v lokalnem, temveč tudi širšem upravnem prostoru. Tretji zlati grb je šel v roke atletskemu društvu Kladivar za pomemben prispevek k razvoju atletike, podporo generacijam atletov in atletin, dolgoletne vrhunske uspehe in dosežke, pomembne za razvoj športa v lokalnem okolju in za promocijo mestne občine Celje. To je priznanje vsem generacijam atletin in atletov, trenerjev, atletskim delavcem, ki so v teh letih se zvrstili v društvo. Res pa je, da to priznanje prihaja v trenutku, ko je po najuspešnejšem letu v zgodovini društva. V letu 2025 je društvo osvojilo 6 medalj na velikih tekmovanjih, kar jih v zgodovini ni nikoli. Jaz verjamem, da tako leto težko ponoviti, vendar smo že v letu 2026 začeli odlično. Tina Šutej je osvojila ponovno medaljo na Evropskem duranskem prvenstvu. Jaz verjamem, da ni zadnja medalja v letošnjem letu. Tudi letos pa so na mestni občini Celje s kristalnimi grbi za odličnost v celotnem študijskem obdobju nagradili 3 uspešne študentke: Ano Cvelfar, Brino Jenček in Niko Jeromelj. Dan pred celjskim občinskim praznikom pa so se na ploščadi pred prvo gimnazijo v Celju tudi letos predstavile javne službe. Obiskovalci so si lahko tako od blizu spoznali opremo in delovanje javnih služb. Gasilci, policisti, vojaki, redarji in reševalci so na prireditvi večinoma otrokom in dijakom pokazali, kaj počnejo in kako je videti njihov vsakdan. Prireditev, ki je vmes postala že tradicionalna, vsako leto pripravijo na ploščadi prve gimnazije Celje. Zadeva je letos, če se dobro spominjam in čeprav štejem že 13. po vrsti,
Začeli smo tam leta 2011, najprej z druženjem ob nogometu, Slovensko vojsko in zdaj že upokojenim majorjem Alenom Tkavcem, potem smo se pa povezali še bolj, pa z mestno občino Celje in nekdanjim županom in smo od takrat naprej tudi trije soorganizatorji te lepe in bi si upal reči tudi vzgojne prireditve. Jaz vedno znova ponavljam, da so javne službe, se pravi vojska, policija, civilna zaščita, gasilci, nujna medicinska pomoč, tisti ljudje, ki ogromno premorejo, da naša skupnost deluje tako, kot si vsi skupaj želimo in tako, kot naj bi bilo v neki normalni državi. Na dogodku so se predstavili policisti Policijske uprave Celje. Danes mi predstavljamo bolj kot ne vse vrste našega dela. Tukaj so predstavniki posebne policijske enote za mojim hrbtom. Predstavljamo tudi postajo prometne policije Celje, ki je danes prišla z 2 vozili, in sicer z motorjem in z našim BMW-jem. Vodnik službenega psa danes je pripeljal psičko Ilko in psa Bula, to sta psa, ki iščeta orožje in eksploziv. Na ploščad Kajuhove gimnazije so prišli obiskovalci vseh starosti. Tole druženje smo že pred leti zasnovali kot medgeneracijsko druženje. V prvi vrsti vabimo dijake v naše vrste, če se nam bi kdo želel prihodnje pridružiti. Vsako leto se nam pa z veseljem pridružijo vsi otroci celjskih vrtcev, povabili pa smo tudi upokojence doma ob Savini, tako da smo se danes nekako zbrali tukaj vsi. Tudi reševalci so predstavili svoje delo. Mi predstavljamo naš poklic, zdravstveni reševalec, smo iz zdravstvenega doma Celje, smo reševalca, ki izvajamo nenujne prevoze in sanitetne prevoze v sklopu naših, kar nas potrebujejo, nas pokličejo, naredimo prevoz, izvedemo po celi Sloveniji. Trenutno imamo na dan tudi preko 200 prevozov in to je naše poslanstvo, vozimo poškodovane in bolne osebe. Nad reševalci so bili najbolj navdušeni vrtčevski otroci. Vrtec jim je zelo všeč, ko damo malo na naše nosila, se pravi našo posteljo, na naše stole, malo si pogledajo notranjost reševalnega vozila, najbolj jim je všeč velikost vozila, naše uniforme so jim zelo všeč, ko so take žive, živahne. Malo tudi poprašamo, kaj vijo, kaj delamo mi kot reševalci in tudi veliko vedo, da jim pomagamo bolnim in bolanim in poškodovanim. Da jim je kar zanimivo, jih pa kar težko dobimo stran od reševalnega vozila. Predstavili so se tudi gasilci. Imamo s sabo 2 vozili, eno manjše, eno večje, se pravi gasilska kombinirka, rečemo mi, se pravi vozilo za vse vrste nesreč. Ta avto gre skoraj vse posod zraven, na vsako intervencijo praktično. Manjše vozilo, ko je pa zraven, je pa za nek lažji dostop na bolj odročnem terenu. Lahko se zgodi, da bo kateri od današnjih obiskovalcev postal gasilec. Danes smo videli nekaj nadobudnih mladih gasilcev, ki so z zanimanjem prisluhnili nama s kolegom, se pravi starejši, pa prav tako sicer tole bolj gimnazijski del, mogoče se bo odločil za kako drugo smer, ampak ja, pri nas seveda vsi dobrodošli, ko so željni naše dejavnosti. Javne službe so se letos tako ponovno predstavile, organizatorji pa upajo, da se bo tradicija nadaljevala. V praznovanje praznika mestne občine Celje so se vključili tudi mladi pevci, ki sodelujejo na letošnjem 37. mladinskem pevskem festivalu v Celju. Ob 80-letnici festivala so na praznični dan zapeli pred Prohtasijevem dvorcu na Trgu celjskih knezov. Na istem mestu je 3200 pevcev iz Celja in okolice zapelo tudi na prvem festivalu leta 1946. Ploščad pred Prohtasijevem dvorcu na Trgu celjskih knezov v Celju je bila v soboto 10. aprila popoldan skorajda premajhna za vso množico obiskovalcev, ki so želeli prisostvovati zgodovinskemu dogodku počastitve 80-letnice Mladinskega pevskega festivala v Celju in 120-letnice rojstva njegovega ustanovitelja Jurčeta Vrežeta in prazniku mestne občine Celje.
Za dogodek bi lahko rekli, da je bil kar mala replika prvega koncerta tega festivala, ki se je prav na tem mestu pred Prothasjevem dvorcu zgodil davnega leta 1946, ko je v napol porušenem Celju takoj po vojni na tem mestu zapelo 3200 mladih pevcev šol iz Celja in okolice, in rojen je bil eden najstarejših mladinskih pevskih festivalov v Evropi. Sobotni koncert, ki so ga izvedli Združeni pevski zbori celjskih osnovnih in srednjih šol skupaj s pihalnim orkestrom Glasbene šole Celje pod taktirko Gašperja Salobirja, je bil tako spomin in počastitev tega dogodka, omaž ustanovitelju Mladinskega pevskega festivala v Celju, zborovodju in glasbenemu pedagogu Jurčetu Brežetu in njegovi vizionarski ideji pred 80 leti. Doživetje je bilo resnično enkratno, še posebej, ko so na koncertu današnji mladinski pevski zbori zapeli tudi 3 pesmi, ki so jih mladinski zbori zapeli na prvem koncertu davnega 1946. In sicer Vrnitev, Slovansko pesem in pesem Pozdravi. In Mladinski pevski festival v Celju je zrasel prav iz množičnega koncerta in ta je bil skozi njegovo rast v vseh teh letih, poleg seveda kasnejšega tekmovanja zborov, strokovnih dogodkov, mednarodne udeležbe in še kaj, njegov prepoznavni znak in atribut. Seveda, ideja Mladinskega pevskega festivala v Celju se je začela graditi z tem skupnim petjem, ki ga je organiziral Jurče Vreže leta 1946. Takrat je bil verjetno malo toplejši dan kot danes, čeprav smo lahko veseli za takšno vreme. Bilo je seveda to 29. junija 1946, ko je na tem trgu pelo 3200 otrok, danes pa seveda le nekje 600 in pa orkester zraven. Pa vendarle, veseli smo tega, da lahko sploh nekaj takšnega tudi v današnjem času organiziramo, ko, bom rekel, neki takšni večji skupni projekti niso več tako samoumevni, ali da rečeš, da kar na tlesk lahko pridemo skupaj. Pa to nam je uspelo in veseli smo, da smo danes lahko to tudi organizirali, predvsem pa tudi vsebinsko, s pesmimi, skladbami, ki so bile izvajane ravno leta 1946, ki so nekako vabile k gradni skupnosti. Takrat se je država, družba na novo gradila, to je vendarle bil povojni čas, danes so seveda razmere drugačne, vendarle vrednote lahko rečemo, da ostajajo iste. Poleg velikega obiska številnih Celjanov so množični koncert počastili tudi številni gostje, med njimi tudi župan Matija Kovač, mestni svetniki, ravnatelji šol in glasbeni pedagogi in drugi, pa tudi eden od takratnih pevcev iz leta 1946, glasbeni pedagog in operni pevec Jože Korez, ki je takrat prišel pet iz Rogaške Slatine. Sobotni veličasten koncert pa je bil tudi poklon prazniku mestne občine Celje 11. aprilu in je bil uvod v večerno slavnostno prireditev v Narodnem domu s podelitvijo celjskih grbov najvišjih priznanj mestne občine Celje. Več o 37. Mladinskem pevskem festivalu v Celju pa v reportaži v eni od naših naslednjih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje. Dijakinje in dijaki gimnazije Celje Center pa so pred celjskim občinskim praznikom poslikali gradbiščno ograjo pri bodočem domu ustvarjalnih umetnosti. S mentorstvom profesorice Ane Pečnik so ustvarili barvite poslikave, s katerimi so mladi umetniki želeli pokazati, da na Vodnikovi ulici nastaja prostor sodelovanja, ustvarjanja, učenja in kreativnosti. Dela v nekdanjem Kajuhovem domu potekajo v skladu s terminskim planom. Izvajalec del, celjsko podjetje Remont, trenutno ureja lesene nosilce stropov, pripravlja ogrodje za montažo oken, izvajajo pa tudi elektroinštalacije. Nogometaši Celja so v 29. krogu državnega prvenstva s 3-1 slavili na gostovanju pri Radomljah v Domžalah.
Vodilni Celjaji imajo proti najbližjemu zasledovalcu Kopru že 13 točk prednosti. V sredo pa bodo v derbiju 30. kroga gostili moštvo Olimpije. Celjani, ki so dosegli 4. zaporedno prvenstveno zmago, so povedli že v 5. minuti, ko je z natančnim strelom z razdalje zadel Juan Nieto. Gostitelji so izenačili v 31. minuti. Svoj strelski prvenec na prvoligaški sceni je dosegel 17-letni napadalec Florjan Mežnar. Le nekaj minut zatem so Celjani spet vodili. Podajalec z desne strani je bil Milota Udili, strelec pa na svoj 25. rojstni dan Nikita Josifov. Srečanje je bilo dokončno odločeno 13 minut pred koncem tekme, ko je opolno zadel Rudi Požek Vancaš in dosegel svoj 3. prvenstveni zadetek v letošnji sezoni. Če sem iskren, smo vedeli, da bo tekma na zahtevni zelenici težka. Pomembno je, da smo osvojili 3 točke in se približali naslovu prvaka. Danes nismo bili ravno najboljši, ko gre za igro žogo in brez nje, a verjamem, da bo že na naslednji tekmi precej bolje. I think next game it will be much better. We know that all the games are difficult. Zavedali smo se, da je vsaka tekma zelo zahtevna. Igrali smo proti kvalitetnemu tekmecu, ki ima nekaj dobrih posameznikov. Zelo resno in z veliko mero spoštovanja do nasprotnika smo vstopili v to tekmo. Vedeli smo, da moramo od prve minute vstopiti močno, če želimo priti do našega cilja in 3 točk. Kontrolirali smo tekmo, saj smo imeli 66% posed žoge. Imeli smo še nekaj priložnosti, ki pa jih nismo izkoristili. Včasih, ko pričakuješ lažjo tekmo, je ta na koncu težja in obratno seveda. Zato je potrebno vsako tekmo vstopiti maksimalno resno, če želiš na koncu osvojiti vse 3 točke. Celjani bodo že v sredo 15. aprila v derbiju 30. kroga gostili moštvo Olimpije. Moramo se spočiti in dobro pripraviti. Pred nami je zagotovo dobra in zanimiva tekma. Verjamem, da lahko osvojimo nove 3 točke. Celjani imajo na prvenstveni lestvici že 13 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Koprom in 15 pred Mariborom, ki ima tekmo manj. Košarkarice Cinkarne Celje v finalni seriji državnega prvenstva proti Iliriji vodijo z 2-0 v zmagah. Celjanke so v soboto v Ljubljani z izidom 88-60 dobile drugo finalno tekmo in za 22. naslov državnih prvakinj potrebujejo le še eno zmago. Prvo priložnost bodo imele že jutri, ko bo v Celju na sporedu 3. finalna tekma. Mislim, da smo danes odigrali bistveno bolje kot na sami prvi tekmi. Vodimo 2-0 v finalni seriji, tako da pričakujem, da se dobro spočijemo, regeneriramo in pa pripravimo na 3. tekmo. Iz izkušenj vemo, da znajo biti 3. tekme zelo težke, tako da mislim, da če bomo z glavo pri stvari tako kot danes, da lahko pričakujemo na koncu zmago in pa veselje v naši dvorani z našimi navijači. Se mi zdi, da smo danes po večini odigrali zelo korektno obrambo, zelo agresivno. Mislim, da ekipa Ilirija ni imela rešitve na to. V napadu nam je tudi posledično steklo in upam, da bomo takšno igro prikazali tudi v torek. Od začetka smo imeli zelo dober pristop in veliko energije in upam, da bo tako tudi na naslednji zelo pomembni tekmi. Jutri bo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami. Dež bo pogostejši v zahodni Sloveniji. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14. Najvišje dnevne od 12 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija. V sredo bo sprva še oblačno z rahlim dežjem, popoldne se bo delno razjasnilo. V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo predvsem v hribovitih krajih možne posamezne plohe. Toliko smo vam pripravili v današnjih dogodkih dneva, sicer pa vabljeni, da ostanete v naši družbi, kajti ob 20. gostimo župana mestne občine Celje. Prisluhnite pogovoru, pa lahko.